Prvega razpršenega hotela v Sloveniji, ki deluje po modelu turistične kooperative. Idejna zasnova, ki je bila prvič predstavljena pred natanko 5 leti, je dobila končno podobo danes, in sicer v Slovenskih Konjicah. Zato bomo danes kar kot prvega govornika povabili na oder gospoda Mirana Gorinška, župana mesta Slovenskih Konjic. Spoštovane gospe in gospodje, resnično je prijetno občutek po nekaj letih, odkar pride ideja po razpršenem hotelu, ki je v bistvu v tistem trenutku še nismo imeli lokacije, na katero bi to idejo pravzaprav umestili ali pa vezali. In v vmesnem času ste lahko videli fotografije tega dvorca Trebnik, evo ravno zdaj se začenja ta del. To je stanje leta 2011, leto predtem pa je občina od zasebnega podjetja odkupila celoten kompleks dvorca Trebnik in takšno stanje je bilo. Seveda smo potem iskali možnost, kako najti prepotrebna sredstva, da tole fotografijo umaknemo, in na 6. razpisu Sklada za razvoj regij smo uspeli pridobiti sredstva za obnovo te stavbe, mi mu rečemo B objekt, z namenom, seveda smo vse skupaj zapakirali v zgodbo manjši hotel za seminarski turizem. Povsem jasno je, da tako majhna enota ekonomsko težko preživi sama in zato smo potem čakali, iskali možnosti, da ta objekt napolnimo. In danes, v tem tednu je to že drugo odprtje, pred 3 dnevi smo imeli odprtje restauracije v kletnih prostorih tega objekta. Tale seminarska soba že nekaj časa služi svojemu namenu in tudi poslovni del v tem srednji etaži v pritličju je praktično poln raznenega prostora in potem smo seveda iskali možnosti naprej. In ta ideja o razpršenem hotelu, v bistvu 8 sob bi našli prostor tukaj, sinergija prostori, ki so večinoma v zasebni lasti v Starem trgu in je marsikateri prostor prazen, in še nekaj ponudnikov, ki v bistvu ne vedo, kaj bi s svojimi prostori po celotni destinaciji Rogla-Pohorje se je pojavilo, in to jaz vidim kot odlično možnost, da ta ideja zaživi. Seveda v situaciji, ko nekaj časa iščeš uporabnike prostora, je tudi ta varianta, da ponudimo brezplačen najem za 3 leta, to so tisti prvi koraki. Potem pa vsak otrok enkrat shodi in trdno verjamem, da bo ta ideja našla svoje mesto tukaj, da bo tudi vzorčen primer, kako se da z dobrim sodelovanjem marsikaj premakniti v tej naši ljubi Sloveniji. Čestitke Kooperativi Konjice za ta hraber korak in kot sem dejal, skupaj bomo zmogli še marsikaj. Uživajte in jaz si želim, da spoznam tistega gosta, ki je prvi prespal v tem objektu. Najlepša hvala gospodu županu. Naslednjega govornika, jaz ga imenujem kar očeta tega kompletnega projekta, vabim gospoda Tadeja Slapnika, vodja partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vse bi vas res prisrčno pozdravil, še posebej pa prve goste, ki so nocoj prespali že v našem hotelu, to so naši prijatelji iz Biograda na Moru, njihov podžupan, gospod Stofer, gospod Ivan Čupič, tako da že pred uradno otvoritvijo smo naše prijatelje zaprosili, da so tisti častni gostje, tako da se bodo tudi na ta način zavedno zapisali v zgodovino te etape razvoja razpršenega hotela. Ker je 5 let lahko po eni strani veliko ali pa malo, ve se
podobno kot se je gospod župan vrnil v leto 2012 in bi spomnil, da je bilo to svetovno leto zadružništva, da smo tisto leto v Sloveniji na nacionalni ravni gostili mednarodno konferenco o zadružništvu in v Slovenijo pripeljali številne dobre koncepte na različnih področjih zadružništva kot primere dobrih praks. Mi smo takrat v Ljubljani imeli že prijatelje iz občine Bale Vale iz sosednje Hrvaške, ki so predstavili njihov koncept razpršenega hotela in ko smo to konferenco zaključili, smo v roku 2 mesecev se odločili, da če smo, ker nas je bilo kar nekaj aktivnih tudi iz Slovenskih Konjic, takrat tudi še Zdenka Kovač med drugim, tudi občina se je že od samega začetka vključevala te iniciative, tudi skupnost občin Slovenije, smo rekli, dajmo nekaj narediti iz te nacionalne ravni, povsem konkretno v občini, kjer živimo. In takrat smo naredili en posvet, mi smo ga poimenovali z kooperativami do lokalnega razvoja, na katerem smo predstavili 5 modelov tako imenovanih razvojnih kooperativ. Turistična kooperativa z konceptom razpršenega hotela je bila ena izmed njih. No, takrat je bila ideja prvič javno predstavljena in je potem od takrat naprej se to kolesje začelo zelo hitro vrteti. Po eni strani hitro, po drugi strani pa vidite 5 let, da smo lahko danes tukaj. Saša Kek na skupnosti občin Slovenije je bila tisti, bom rekel, motor v zadnji, tudi nekdo, ki je vedno nas spominjal, tiste, ki smo se s koncepti zadružništva, socialnega podjetništva ukvarjali, dajmo nekaj takega narediti, kar naši županje malih, velikih, srednjih občin potrebujejo. Se pravi, nek model, kjer bodo lahko od teh malih nastanitev povezanih ponudili neko storitev, ki bo drugačen koncept in ki bo lahko odgovarjal na neko sicer priložnost, ki jo imajo mesta. Mi smo prav v tem potem začeli sodelovati, smo naredili nek teoretični okvir, organizirali tudi en uspešen obisk v sosednji Italiji, mislim, da je 40 občin takrat sodelovalo, se pravi, da smo se na eni strani učili, na drugi strani smo pa pripravljali nek svoj koncept. In ta koncept v Konjicah je dejansko takšen, da po eni strani jemlje ta model zadruge, vključevanje različnih deležnikov, malih nastanitev, fizičnih oseb, lastnikov nepremičnin ali pa že obstoječih ponudnikov in jih združi v neko celovito ponudbo. To je ena, bom rekel, taka socialni učinek, ki ga naredi. Drugi socialni učinek je nastal, župan se bo spomnil, ko smo za ta objekt, še preden je občina pridobila sredstva, domišljali, kaj bi pa bila lahko vsebina. Takrat smo šli na en študijski obisk v Avstrijo, šli smo v Linz in šli smo v Schladming. V Linzu so nam pokazali en objekt, ki tam živi že, mislim, da 10-15 let in zaposluje težje zaposljive kot integracijsko podjetje, ampak je tako uspešen, zaradi tega, ker se vsa podjetja v Avstriji družbeno odgovorna zavedajo pomena, če pri njih njihove storitve najemajo, da na ta način pomagajo težje zaposljivim, da je 100% zaseden že, mislim, da 8 ali 9 let. Se pravi, da se praktično 2-3 leta čakajo podjetja, da bodo lahko tam določen dogodek popolnoma je zaseden. Se pravi, smo rekli, da bomo tudi, ko bomo razvijali nek koncept, da bomo probali v to smeri, da bomo zaposlovali tiste na trgu dela, ki sicer težje pridejo do zaposlitve. Drugi koncept je bil ta, ki smo ga videli v Schladmingu, tam smo obiskali en mali hotel, popolnoma prilagojen invalidom. Naredil ga je en invalid sam s svojimi izkušnjami, z mislim, da enimi 15 sobami, vsaka od sob popolnoma prilagojena za invalide in to je tudi tisti socialni koncept zopet in tudi on je povedal, ni važno, ali je to poletje, ali je po zimi, ali je to jesen, ali pomlad, mi smo skozi polni zaradi tega, ker iz celega sveta hodijo k nam invalidi, ker vedo, da imamo za njih prilagojeno tako infrastrukturno kot sicer vsebinsko. No in takrat smo tudi pomislili, da bi bilo dobro v tej smeri potem tudi ta objekt obnoviti in točno tega se je potem občina držala in je zgradila objekt. Jaz jih ne poznam v Sloveniji, ampak mislim, da je edini tovrstni objekt nastanitveni, ki je 100% dostopen invalidom. Vsaka od teh sob je na ta način prilagojena in je to druga zopet, bom rekel, taka usmeritev, ki jo sicer na trgu redko vidimo.
Da zaključim, z temi kombinacijami tega, tudi za neko potem vpetostjo v lokalno skupnost, v to, da so te iniciativi se potem takoj pridružili že Ranč Dravinja. Včeraj smo imeli sestanke z Zlatim Gričem, ki ima tudi svoje nastanitve, da v starem mestnem jedru 3 družine že razmišljajo, da bodo tudi se priključile. Ta koncept postaja realnost. Kar jaz želim nam vsem skupaj, da bi ta skupnostni pristop, ki smo ga v vseh teh letih tu na ta način kazali, peljali še naprej. Mislim, da je to največji garant, da bo razpršen hotel deloval uspešno. Imamo pa tudi en del odgovornosti, glede na to, da smo pionirji, da te naše izkušnje, pozitivne in negativne, delimo z vsemi vami. Vidim, da ste številni iz različnih krajev po Sloveniji, da boste vaše korake, ki jih domišljate, lahko naredili hitreje, ampak tudi tiste korake, ko jih boste delali, dajte jih deliti z nami, da bomo skupaj celovito uspešnejši. Končni cilj je, ko pogledamo 50 let naprej, da bi ti razpršeni hoteli, ki zdaj nastajajo v približno 20-30 lokalnih skupnostih, potem, ko bodo zaživeli, da bi jih povezali in da bi naredili prvo državo na svetu, ki bi lahko rekli, da je država razpršen hotel. Se pravi, da bi bila to razpredena, organizirana ponudba teh res kvalitetnih nastanitev, ki bi jih zopet na ravni države skupnostno vzpostavili in na ta način našo Slovenijo, kot sicer že zelo uspešno na področju turizma, še v tej smeri trajnostnega turizma še bolj v pozitivno smer tudi zapeljali. Hvala lepa, da ste z nami. Vse dobro vam želim. Najlepša hvala, Tadej. Jaz pa z veliko častjo pozdravim med nami Evo Štravs Podlogar, državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo in razvoj Slovenije. Hvala lepa. Spoštovani župan, državni sekretar, predsednik Turistične zveze in seveda vsi ostali, veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami. Dejstvo je, da v slovenskem turizmu res poudarjamo pomen sodelovanja in da ta beseda tukaj pri vas v vašem koncu se vsekakor materializira in res živi. Ne samo zaradi pač destinacije Rogle-Pohorje, ki združuje 4 občine in turistične ponudnike, zaradi vsega, kar se dogaja res tudi v Slovenskih Konjicah in fino je, da vse, kar se dogaja, gre pravzaprav v isto smer. Letos so bile Slovenske Konjice eden od finalistov v akciji Destinacije Eden, to je evropski projekt, kako vpletati destinacije v ekscelentnost in trajnostni razvoj. Ravno tako zelo uspešni pri Entant Floral, no in sedaj z razpršenim hotelom ravno v dvorcu Trebnik v začetku, ko Slovenija vstopa v leto kulture in turizma. Tako Slovenska turistična organizacija bo 2 leti posvetila kulturi in turizmu in zopet boste eni od, lahko rečem, prvih, ki ste tudi na tem področju povezali. Poleg tega je tudi Evropska komisija določila, da je leto 2018 Evropsko leto kulture. Veselimo se vaših uspehov, kot je že državni sekretar rekel, in uspehov celotne Slovenije. Tukaj so pač tudi kolegi od drugje, ki razmišljajo o podobni stvari. In res, sam še za konec, ko zbiramo statistične podatke in smo jih veseli in si seveda želimo strategiji slovenskega turizma slediti tudi v vseh pogledih. Torej Slovenija, zelena, aktivna, zdrava, butična destinacija za 5-zvezdična doživetja, kje drugje kot v lepi kulturni dediščini z dobrimi gostitelji, dobro kulinariko in v tem čudovitem vinorodnem okolišu lahko pridemo do te 5. zvezdice. In prepričana sem, da bo še velikokrat statistika pokazala, zdaj vodi pač glavne gorske občine, Ljubljano, obmorske občine in pa zdraviliške in ostale občine. In verjetno so Slovenske Konjice pač sodijo pod tiste ostale občine. No in tukaj je največja rast bila tudi zdaj v letošnjem letu. In to pomeni, da bo res Slovenija postala ena vsa v celoti turistična destinacija, to, kot si želimo, da se nam obremenjevali s tem, če imamo kakšnih
3 dni ali pa kakšen vikend preveč turizma v kakšnem turističnem kraju, ampak leto ima 365 dni in izzivov je res še veliko. Tako da iskrene čestitke vsem, ki ste pripomogli k temu, da se je to danes zgodilo, in glede na nasmehe prvih gostov vidim, da je vzdušje ta pravo in da bo treba ponoviti. Hvala. Najlepša hvala državni sekretarki. Kako pomembno je sodelovanje občin, še posebej v takšnem projektu, nam bo najbolje vedel predstaviti predsednik Komisije za turizem na Skupnosti občin Slovenije in vodja sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Peter Misja. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj toliko, imam veliko nazivov že, ne? Ampak tega zadnjega še nimam, ne? Tako da lep pozdrav v imenu odbora za turizem pri skupnosti občin, v imenu skupnosti občin in tudi v imenu Turistične zveze Slovenije. Lahko rečem, da vodim občino, ki je znana po tem, da znamo izredno dobro povezati vse segmente in da smo pravzaprav vse naredili v teh 50 letih, ko imamo pri nam nek turizem z povezovanjem. Zato mogoče sem še bolj razumel takrat zadeve, ko mi je moja dobra kolegica in dobra sodelavka na skupnosti občin, ki je že bila omenjena, Saša Kek, začela razlagati o teh razpršenih hotelih in tudi o različnih sodelovanjih na tem področju. No, mi smo že leta 2015, bi rekel, krepko te zadeve predstavljali in tako da smo vključili tudi Uroša Budo, ki za mene tudi en veliki poznavalec na tem področju. Sicer smo ga bolj vključevali za Airbnb pa take stvari, ki še niso čisto razčiščene, ampak so podajalci, ampak tudi tukaj zraven. In potem pač se je tudi bilo omenjeno 2 posveta, en v Padni, mislim, da smo pa 2-krat ali že 3-krat bila v Južni Italiji za Sašo, kjer smo si pač to ogledali koncept delovanja teh razpršenih hotelov. Sam lahko rečem, da ko sem bil nekaj let nazaj v tisti zgradbi, ki je ogledal tisto zgradbo pri TV Miran, ki je bila čisto v razsulu, pa zdaj je dobila odlično podobo, sem vedno razmišljal, kaj lahko noter daš, ne? In pravzaprav ta zamisel, ki ste jo dobili, je odlična, več kot odlična. Hotel, razpršeni hotel, in ko bo mogoče, če bo še tadej naprej trudil na tem področju, da bo res nastalo to 20, 30, 40 takih razpršenih hotelov, ko se bojo taki povezali, bojo dali prav gotovo pozitiven učinek slovenskemu turizmu. To, da imamo turistov preveč, ni res, ne, ampak včasih v kakem kraju je tudi, ne. V strategiji smo napisali, da bi naj imeli 16 milijonov nočitev, upam, da bomo letos prišli blizu 12, ne, kot kaže številke, in ravno take kooperative bodo v bodočnosti tudi prinašale še boljše doživetje gostov, po drugi strani pa več turističnega denarja tudi naši državi. Jaz želim, da to vodite uspešno naprej, še mi vam bomo kakega gosta poslali, upam, da jih ne bomo imeli preveč, ampak želim vam, se pravi, uspešno vodenje, uspešno povezovanje, uspešno delo in predvsem čim več denarja od tega, to je pa tudi pomembno. Hvala. Najlepša hvala, gospod Misja, nikoli ni prepozno, ne? Bomo pa zdaj napovedali zelo pomembno gospo, in sicer gospo Mojco Štepic. Ona je sicer državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, sektorju za socialno podjetništvo. Bo sama še povedala. Pri vseh naslovih, ne? Hvala lepa in lepo pozdravljeni tudi v imenu Direktorata za regionalni razvoj in sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V veliko veselje mi je, da lahko čestitam skupni iniciativi, ki je pripeljala do današnjega dogodka. Gre vsekakor za širšo zgodbo povezovanja, v kateri je sodeloval širši sklop deležnikov, od javnih kot tudi zasebnih. 5 let nazaj je občina, kot je gospod župan že omenil, v okviru 6. javnega razpisa za razvoj regije uspela pridobiti skoraj
4 milijone sofinancerskega dela za 5 projektov od rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije do celovite ureditve starega trga s parkom do delne rekonstrukcije tega čudovitega dvorca. V lanskem letu je z uspehom na javnem razpisu za zagonska podjetja in mladinske zadruge uspelo tudi kooperativi Konjice, da je temu dvorcu vdahnila vsebino v obliki razpršenega hotela. Prepričana sem, da se bodo tudi ostala 4 socialna podjetja, ki so uspela na tem istem javnem razpisu, tudi dodala svoj delček v mozaiku k zaokrožitvi tako turistične kot tudi druge širše lokalne ponudbe na tem območju. Gre namreč za nadgradnjo infrastrukturnih projektov, ki so začeli 5 let nazaj z vsebinami, produkti in storitvami z večjo dodano vrednostjo in s širšim pozitivnim družbenim učinkom. Gre za zgledno povezovanje lokalnih zasebnih iniciativ, odličnega posluha občine za te potrebe in seveda tudi javnih in zasebnih sredstev v širšo zgodbo turistične destinacije Rogla-Pohorje. Tako občini kot tudi seveda razpršenemu hotelu in vsem lokalnim prebivalcem, ki ste že vpleteni in povezani oziroma se še boste priključili k izvajanju, želim, da bi seveda svoje cilje v čim širši meri tudi uresničili. V dobro delovnih mest na tem območju, gospodarskega in turističnega razvoja, predvsem pa dviga kakovosti življenja v vaši lokalni skupnosti. Srečno, hvala lepa. Najlepša hvala. Na govorniški oder pa sedaj povabim gospod Tadejo Waldhuber, predstavnico destinacije Rogla-Pohorje, ki bo največ v bistvu predstavila, kako pomemben je ta projekt za samo občino in celotno turistično destinacijo. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu destinacije Rogla-Pohorje. Destinacija Rogla-Pohorje združuje 4 občine, občino Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in pa Zreče. Na skupni poti kot celota smo že dobro leto in se trudimo, da predstavimo tako turistične kot tudi druge znamenitosti v naši destinaciji. Naša destinacija si želi postati zelena, trajnostna destinacija, ki bo prepoznavna obiskovalcem kot podeželska destinacija s programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja, s tradicionalnimi in športnimi dogodki, poslovnimi srečanji, odlično kulinariko in vini, brez katerih v našem okolišu seveda ne gre, in pa tudi predvsem z 5-zvezdičnimi doživetji, ki jih bogatijo naravna in pa kulturna dediščina, ter odlični lokalni rokodelci in pa domači obrtniki. Seveda pri vsem tem ne gre brez kvalitetnih namestitvenih kapacitet, zato z veseljem pozdravljamo danes to odprtje razpršenega hotela, ki ga je otvorila kooperativa Konjice, sam projekt razpršenega hotela, ki bo povezoval ponudnike v vseh občinah. Zato si želimo, da k temu pristopi čim več ponudnikov, čim več manjših ponudnikov, ki se trenutno s tem ne morejo ukvarjati. Seveda zato pozdravljamo to in si želimo, da, kot boste videli danes, da se pri takih projektih združijo vsi lokalni ponudniki, različni lokalni ponudniki, ne samo namestitvenih kapacitet, da skupaj tudi z rokodelci, z ostalimi ponudniki predstavijo in našo destinacijo in namestitvene kapacitete, tako da se bojo gosti, ki nas bojo obiskali, res počutili tukaj kot doma. Še enkrat iskrene čestitke in pa srečno vsem na novi poti. Najlepša hvala, Tadeja. Naslednjega bi povabila gospoda Stanka Kolarja, ki je predsednik odbora za gospodarstvo, turizem in pa podjetništvo v Slovenskih Konjicah. Spoštovani, najprej lepo pozdravljeni v Konjicah, tisti, ki niste iz Konjic, me veseli, da se je danes zbrala takšna pisana druščina iz praktično celotne Slovenije. Mi v Konjicah zadevo vidimo zelo specifično in smo veseli, da nam je uspelo tisto, kar smo si nekako v tem mandatnem obdobju zadali, tudi v okviru tega našega odbora, ki združuje gospodarstvo, podjetništvo in pa turizem. Nekako je bila želja zaznati in dati podporo predvsem tistemu delu, ki se mu reče izdelava strategije in razumeti, kaj nam ta strategija na dolgi rok lahko prinese.
Seveda je prinesla zraven še tudi ideje, ki so se na koncu udejanjili v teh naših socialnih inicijativah. Predvsem v projektu, ki nam je všeč, je tale, ki je prinesel nastanitvene kapacitete, ki nam v Konjicah nujno oziroma nam kronično primanjkujejo, odkar so se začele težave z našim starim hotelom, ki pa računam, da bo tudi rešen v zelo kratkem času. Skratka, gospodarstvo brez nastanitvenih kapacitet ne more, to smo zaznali tudi pred časom in skozi ta dokument strategije turizma, kjer smo poskušali povezati tudi deležnike izven naše občine, ki so v najbližji bližini našemu kraju in hkrati z njihovimi izkušnjami in z izkušnjami tistih, ki mogoče nimajo toliko nastanitvenih izkušenj v praksi, povezati posameznike v zgodbo tudi tega našega razprašenega hotela. Jaz verjamem, da smo s tem dali nek nov zagon tudi promociji našega kraja z vidika poslovnega turizma. Vsi poslovneži, ki prihajajo, mogoče želijo ostati kakšen dan dlje in s tem našim hotelom je ta opcija na široko odprta. Tako da jaz bi želel vsem, ki sodelujejo v tem razprašenem hotelu že danes in bodo sodelovali tudi prihodno, veliko uspeha na tej poti, veliko tudi finančnih učinkov, ki naj pomenijo tudi še kakšne dodane vrednosti na drugih področjih. Želel bi, da tudi sama destinacija, ki smo jo podpirali v tem času, doživi svojo realizacijo v svoji pravni obliki in da v končni fazi postane res prepoznavna kot ena od tistih, v katero se gostje radi vračajo, ne vsako leto, mogoče tudi večkrat na leto. Tako da hvala lepa in veliko sreče pri delu naprej. Najlepša hvala. Naslednjo govorkinjo povabim iz Skupnosti občin Slovenije in sicer gospod Sašo Kek. Spoštovani gosti hotela, spoštovani drugi visoki gosti, gospod župan, državni sekretarji, lepo pozdravljeni. V izredno čast in zadovoljstvo mi je, da vas smem pozdraviti. Na Skupnosti občin Slovenije smo zato tukaj, da spremljamo novosti, da spremljamo trende, da jih delimo, predstavljamo občinam, delimo to med občinami, omogočamo ta pretok informacij. In odprtje tega razpršenega hotela prvo odprtje je to, ki jo bomo zdaj podrobno spremljali in vaše izkušnje delili z ostalimi. Na Skupnosti občin Slovenije delamo naprej. V začetku tega leta smo pričeli z Interreg Europe projektom, ki se osredotoča na krožno gospodarstvo in v okviru tega projekta smo prepoznali turizem kot tisti, ki v Sloveniji ima tudi potencial za prehod v krožno gospodarstvo. Tako da znotraj krožnega turizma smo identificirali prav razpršene hotele kot tiste, ki ponujajo ogromno potencijala. Razpršene hotele in pa zeleno shemo, ki jo imamo v Sloveniji, kjer so tudi indikatorji, bi rekla, tega krožnega gospodarstva. In to razširjamo zdaj na mednarodni ravni v 8 državah. Partnerji so regije, kot so Lombardija, Katalonija, mesto London in vsi kažejo izreden interes. Model razpršenih hotelov smo jim poleti predstavili na srečanju v Ljubljani. Tako da delimo, bi rekla, te izkušnje in to tudi čez meje. Zdaj, če se osredotočimo pri tem krožnem turizmu na turista, kaj je tisto, kaj je krožno? Turist potrebuje atrakcijo, da sploh pride, kar jo tukaj imate, potrebuje hrano, namestitev in pa mobilnost. In če to razvijamo znotraj kooperative, vse te potencijale, jim omogočimo dostop do električnih koles, razmišljamo, kje bomo prišli do energije, na te namestitvene obrate, na strehe, bi rekla, položimo tudi. Možnosti so neizmerne in torej vse se da zaokrožiti, čuvati vire in s tem, bi rekla, spodbuditi lokalni razvoj.
Tako da tukaj prepoznavamo ogromen potencial in ga bomo širili naprej. Želim vam uspešno delo, polno zasedenost, gostom pa, da bodo se zadovoljni vračali in širili naprej informacije. Hvala. Najlepša hvala. Vsi vemo, kako pomembno je podeželje v slovenskem turizmu in kaj bo to pomenilo v shemi razpršenega hotela, nam bo povedal gospod Zidar, ki ga trenutno vabim na oder. Dober dan vsem. Najprej se opravičujem za majhno zamudo, ampak vse veste, če greste čez Ljubljano, se zmeram zgodi kaj po poti in smo nepričakovano padli neko gužvo. Najprej v imenu Društva za razvoj slovenskega podeželja čestitke k ustanovitvi oziroma k začetku, ne samo k ustanovitvi, ampak k funkcioniranju prvega razpršenega hotela v Sloveniji. Gre za tudi eno izmed pobud, ki jo društvo, pa tudi Slovenski lasi skozi svojo mrežo poskušamo, demo navedence kret, prodati tudi našim članom na podeželju, predvsem kot pobudo, da je to eden izmed inovativnih, vsaj za nas v Sloveniji inovativnih, pa tudi primernih oblik turizma na podeželju, ki je tudi primeren za naše področje. Mi smo v letošnjem letu pripravili en projekt sodelovanja med lasi, ki je nažalost konec leta padel na razpisu Agencije za kmetijske trge. Meni je žal, zaradi tega, ker je padel zaradi, jaz bi temu rekel, birokratskih, pa spet bom dal v navedenceh kretenizmu, ampak dejstvo je, da to, kar se dogaja pri tem, ni več smiselno in da ne pelje nikamor. Jaz upam, da se bodo te zadeve enkrat dokončno rešile in upam, da bodo tudi tisti župani, ki nas tukaj zdaj poslušajo, pa ljudje, ki so na ministrstvih naredili vse, da se bodo te zadeve nekako rešile in da se bo dejansko dalo normalno funkcionirati naprej. Vendarle, imamo priložnost še za nov razpis, ki bo objavljen decembra in na ta razpis se bomo prijavili ne samo Slovenski lasi, ampak smo v tem mesecu se dogovorili tudi z italijanskimi in pa s hrvaškimi lasi, da bomo naredili skupen projekt neke povezave, neke mreže razpršenih hotelov. Zdaj, utopistično je reči, da bodo to pač razpršeni hoteli Slovenije, Hrvaške in Italije, ker so prevelika področja, vendar je pa bistveno to, da želimo mi na našem področju na nek način zaokrožiti celoto razpršenih hotelov, narediti eno mrežo in poslovni sistem, ki bo funkcioniral enako in ta poslovni sistem vklopiti v širše območje, torej v območje Furlanije, Julijske krajine in pa Istre. Skratka, dela se dosti, če tudi ni še dosti videti, ampak delo je opravljeno. Jaz upam, da bomo na tem razpisu uspešni in da bomo dobili sredstva za ta pilotni model razpršenega hotela. Vsekakor pa se s partnerji razpršenega hotela tukaj v Slovenskih Konjicah, Dvorec Trebnik, ki so tudi naši partnerji v tem projektu, upam, da bomo tudi te njihove izkušnje prenesli v realnost in da bomo zadevo izpeljali. Hvala lepa in uspešno delo naprej. Najlepša hvala. Naslednja govornica je nekdo prej hudomušno izjavo, je predstavnica razpršenih vesoljcev in sicer gospa Nina Dokuzov, vršilka dolžnosti direktorica Herman Potočnik Nordung Space Centra, ki je eden od partnerjev projekta. Razpršeni vesoljci vas lepo pozdravljajo. Meni je v čast in v veselje, da danes sodelujem na predstavitvi oziroma resnični otvoritvi razpršenega hotela. Jaz bi se mogoče malo vrnila nazaj tudi. V letu oziroma v obdobju 2007 do 2013 je bilo ogromno infrastrukture financirane z evropskimi sredstvi. Ena od teh ali pa en od objektov je Dvorec Trebnik, za katerega smo vložili tudi nekaj energije na ministrstvu, zato da se je ta projekt dokončal.
Drugi je v centru, ki ga jaz vodim v tem trenutku, Herman Potočnik Nordung oziroma Ksevt, ki je bil ravno tako zgrajen z evropskimi sredstvi in se ravno tako v tem trenutku uspešno razvija. Kar smo ugotovili, ali pa na koncu programskega obdobja smo ugotovili, da imamo ogromno infrastrukture in da je potrebno vdihniti vsebino. In to vsebino ste vi zdaj uspešno vdihnili temu objektu in mi upam, da tudi uspešno implementiramo v našem objektu. Zato smo tudi našli način, kako se povezati, kako dopolniti to ponudbo, kako v bistvu na nek način nadgraditi ponudbo na eni strani Ksevta oziroma Nordung centra, s tem, ko izvajamo programe visoke tehnologije, kulturne dediščine, tehniške dediščine v Sloveniji z tem, kar ponuja dvorec Trebnik v tem trenutku, se pravi s prenočišči, z doživetjem, ki ga tukaj naokrog jaz v bistvu še nisem zasledila. Zdaj, kaj je pomembno? Pomembno je, da ko ustvarjamo vsebino, se povezujejo tudi ljudje. Mi smo tukaj kot aktivni sodelavci v projektu v bistvu šli ne v difuzno, v koncept difuznega, ampak distribuiranega hotela. Distribuiran hotel pomeni to, da temelji na modelu pač distribuirane ekonomije, ki pomeni povezovanje različnih deležnikov na različne načine med sabo, s tem, da se dopolnjujejo in da nadgrajujejo svoje turistične produkte v tem primeru, ki ponujajo celovito integralno turistično storitev in seveda tudi doživetje za posameznike. Pomembno je tudi to, da skupaj lahko generiramo dvakrat ali pa trikrat več delovnih mest, kolikor bi jih lahko vsak posameznik. Jaz tudi upam, da se bo tudi v Vitanju počasi začelo odpirati ali pa da bojo ljudje začeli participirati s svojimi kapacitetami v ta razpršeni hotel, da bomo dosegli ta standard in da bomo lahko dejansko potem čez nekaj časa govorili, da je to cela destinacija razpršeni hotel in pa tudi Slovenija razpršeni hotel. Jaz bi v tem trenutku vam čestitala za tole res ogromno pridobitev. Mi smo veseli tudi zaradi nečesa drugega. Mi organiziramo večere, gala večere, tudi v sodelovanju z Andrejko, z Vinofilom in smo bili v precepu, kako ljudi zadržati 2-3 dni recimo na destinaciji. In zdaj, ko imamo jih kam namestiti, je to za nas olajšanje, je res pridobitev in jaz se res veselim funkcioniranja tega hotela tudi v prihodnje. Hvala lepa. Nena, najlepša hvala. Gospod župan, prej ste spraševal, da želite spoznati tistega, ki je prvi prespal. Jaz ga vabim na oder in sicer gospoda Marjana Stoparja, dogradonačelnika občine Biograd na Moru, in da sami poveste, kaj vas je najbolj prestrašilo po noči. Evo, pozdravljam župana gospodina Gorinšeka, državnog tajnika Tadeja Slapnika i sve uvažene goste. Evo, posebna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas ovdje s vama. Grad Biograd i Slovenske Konjice godinama su prijatelji. Stvorili smo prijateljstvo kroz sve ove godine, zato mi je posebna čast što smo danas tu. Ali postoji danas još jedna poveznica Biograda i Slovenskih Konjica, a to je da prije 5 godina u Hrvatskoj se prvi difuzni hotel otvorio baš u gradu Biogradu i evo danas u Slovenskim Konjicama otvaramo prvi raspršni hotel u Sloveniji. Tako da evo, posebna nam je čast što smo prvi gosti i što ulazimo u povijest, što će se pisati prvi gosti baš u Konjicama u ovom hotelu. Tako da evo, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i hvala vam lijepo što ste nas pozvali danas tu. Najlepša hvala. Kot zadnjo pa na oder vabim tisto, ki dejansko skrbela za vas celotni potek projekta. Še? Se opravičujem, gospod Buda.
Torej vas vabim na oder iz skupnosti agencij. Se vas kar preskočila, no? Čudega. Prav lepo pozdravljeni. Tudi v mojem imenu. No. Jaz sem res zelo vesel, da sem danes tukaj z vami, da lahko delim tole otvoritev prvega razpršenega hotela, ki deluje po principu turistične kooperative, ki vnaša eno socialno podjetništvo v ta element. In da lahko pri temu uresničujemo mojo in našo vizijo podjetja Turas d.o.o. in Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov, ki si vrsto let prizadeva povezati, vzpostaviti sodelovanje med manjšimi ponudniki turističnih nastanitev in tukaj je danes ta priložnost in da pri tem lahko sodelujemo z našimi izkušnjami in z informacijsko podporo. Namreč razvili smo eno platformo, turistično informacijski sistem, imenovan e-trips, ki prav omogoča menedžeriranje takih hotelov, večkanalno trženje in sodelovanje tako različnih ponudnikov nastanitev, občine, TIC-a, agencij. To je ena taka v ozadju. Po eni strani se tako malo mi asocira, ko smo to v Ljubljani. Ljubljana pred 20 leti ni bila turistično prepoznavna. In takrat smo rekli, v Ljubljani tudi ni bilo nastanitev takih zasebnih. Ja, pa dajmo mi to narediti, kakor vi tukaj danes to delate. In kaj se je zgodilo? Gledali so nas, pa to ne bo. Ampak danes v Ljubljani imamo mi 170 postelj, sem pogledal včeraj v e-tripsu, imamo nekaj čez 40 nastanitevnih objektov in imamo 65% nastanitev. Mi smo recimo kot sobodajalci. 65% zasedenost za sobodajalce, to je zelo dobro. Res pa je, da ni to rezultat samo našega dela, rezultat je tudi turizma Ljubljana. Tukaj je treba za roko v roki delovati različni akterji in tukaj je ta priložnost. In razpršeni hotel Konjice ima ta potencial, namreč sedaj je ta čas, sedaj je internet, so nove tehnologije, imamo platforme, kot je e-trips in to so vsi potenciali, da te novi modeli sodelovanja v turizmu se primejo, se razširijo in ne samo v Konjicah tukaj, ne. Dejansko se to lahko kopira po celi Sloveniji in je čas, da bi Slovenija postala en velik razpršen hotel. Če rečemo, da je Airbnb svetovni razpršen hotel, zakaj ne bi imela Slovenija svojega? Zakaj mi, ker nimamo tako dobrega, nismo tako dobri v trženju, ne uspemo in moramo uporabljati tuje, ne uspemo sami tega narediti in sa svojo promocijo, za katero plačujemo, tudi sami dobivamo goste. Ja. Hvala lepa, jaz želim eno dobro pot temu razpršenemu hotelu v Konjicah in širši mreži v prihodnje. Gospod Buda, najlepša hvala. In kot že prej po pomoti, se opravičujem, še enkrat povabim na oder gospod Jolando Ivanuša, tista, ki je odgovorna za vso nadležno birokratsko delo, za vse nas in vse naloge, zato prosim, da sama največ pove, je vodja projekta zagona razpršenih hoteli v Slovenskih Konjicah. Jolanda, prosim. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. No, najprej veliko veselje, to je zadnji govor. Tako kot se vsi vemo, vse se prične v glavah. Mi danes govorimo ponosno o velikem miselnem preskoku. Če temu dodamo še srce in veliko predanost lokalnim krajem, gostoljubnosti, dobimo, kar vidite tukaj danes, prvi razpršeni hotel v Sloveniji, razpršeni hotel Konjice. Vendar prvi miselni preskok je vsekakor naredila že sama destinacija Rogla-Pohorje v povezovanju vseh 4 občin. Tudi mi danes, čeprav smo v Konjicah, premikamo te mejnike in presegamo te konjiške griče okoli. In od tukaj dalje upamo in verjamemo, da bomo šli skupaj z veliko zmagovalne miselnosti na pot našemu razpršenemu hotelu. In če pogledamo še v zakulisje, je prav, da danes se resnično zahvaljujem vsem prijateljem, vsem, ki ste z vso strastjo in srcem pomagali, da smo danes tukaj. Res sem jaz govorec, ampak
Ja, v zakulisju je kooperativa Konjice in vsi naši partnerji in pa seveda, da smo lahko prvi miselni preskok sploh naredili od ideje v projekt, se zahvaljujemo tudi za vsa pridobljena sredstva, ki so nas pripeljala čez zagonsko fazo. To je vsekakor Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s pridobljenimi evropskimi sredstvi, prav tako Slovenskemu regionalnemu skladu za premestitveni kredit in pa tudi vsekakor občini Slovenske Konjice, ki je prepoznala to pozitivno plat, da skupaj ustvarimo danes, verjamem, da čudovito, novo, trajnostno naravnano zgodbo. In od tega trenutka dalje bi samo še rekla, gremo si pogledati, o čem danes govorimo ves ta čas. Prvo sobo iz razpršenega hotela, v veselje nam je, da vam vseh danes ne moremo pokazati, ker so zasedene. In tako kot se spodobi, da smo sredi konjiških gričev, bomo temu primerno tudi nazdravili z našo lokalno domačo kapljico. Tako da dobrodošli in hvala, ker denite ta čudoviti zmagovalni dan z nami. Jolanda, najlepša hvala. Jaz bi ob koncu še, preden vas povabimo naprej, predstavila samo v besedi še dva glavna akterja, ki sta dejansko odgovorna za ta prelepi izgled, in sicer gospod Klančnik, katerega dela boste občudovali v lesu in naravi po celem hotelu, in pa iz podjetja Magles, gospod Urško Brance, ki je sicer tudi prisotna, če boste imeli kakšno vprašanje. Ona je predstavnica podjetja, za celotno arhitekturo pa se lahko zahvalimo gospodu Primožu Gombocu. To je iz tega. Dobrodošli na ranču Drevinja. Veseli smo, da ste tukaj na naši domačiji. To je moja hčerka, ona vodi ranč. Jaz sem malo volonter zraven, ker svoj del sem že nekaj naredil, smo tole postavili do neke mere. Rad bi sam par besed rekel. To je naša domačija iz 1868. leta. Tu sta živela moji prastarši, starši in vse to je bila potem neka mirujoča kmetija. V temle prostoru je bil silus betonski, silus za krave. Tukaj je salon, je bila prej prav kravja štala, a ne, smo imeli vino. Tu na vrhu gor, ko ste zdaj sobe, vam bomo potem pokazali, tu smo imeli senik, ni bilo nič, in potem, ko sta nekim slučajem, oče in mama relativno hitro umrla v roku 6 mesecev, smo to domačijo se vprašali, da rečem ta mladi, jaz sem edini sin, brat mi umrl, pa moja hčerka in moja familija, kaj bi s tega naredili, in smo se lotili delati. Lotili smo se delati tako, da smo delali dejansko sami, z rokami, z voljo. Vidi se, da ni to vse pedantno, vse ravne črte, nove linije, manj je več, arhitektov ni bilo veliko. Glavnem, probali smo kreirati neko svojo zgodbo z svojim delom, uporabiti stare materijale, filozofija permakulture, vse je še lahko enkrat uporabljeno. Skratka, spet smo to, kar je mirovalo, čakalo, dali vsebino, življenje in seveda na koncu so take dnevi, kot je danes, da tudi pridejo gosti. In zdaj že prihajajo gosti pravzaprav iz celega sveta v naše sobe, zelo so zadovoljni, zelo jim je všeč, všeč jim je to, da so neke stvari spet nazaj k naravi. Skratka, da se narediti z dobro voljo, z energijo, marsikaj. Zato smo se tudi priklopili takoj k temu projektu, ki ga je Tadej zasnoval, ker se nam zdi to dobra zadeva. Dobra predvsem zato, da se ljudje povezujemo, da dajemo sinergijo, da dajemo skupne ideje in seveda potem so sigurno tudi rezultati. In da ne bi imel predolgo govor, tale kamin, ki smo tudi sami naredili, lepo greje, je prijetno vzdušje naredi, tule malo kulinarike, pa malo vinčka našega domačka z tega regiona. To je pa tisto, kar je pa tudi ne vem, da se taka slavja neki način zaključijo z dobro kapljico in še malim prigriskom. Miza je vaša, oziroma vi ste naši gosti in še enkrat dobrodošli. Hvala.